Lep pozdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, ljubiteljice in ljubitelji domačega nogometa iz Sežane, stadiona Rajko Štolfa, ki je danes prizorišče prve kvalifikacijske tekme za popolnitev prve slovenske nogometne lige. Zagotovo veste, ob koncu sezone se za to popolnitev elitne slovenske druščine pomerita predzadnje uvrščena ekipa. Prvi ima poškodovano roko in ga že nekaj časa ni v zasedbi. Poškodbo je staknil tudi Tim Matić, pa zdaj strel in vodstvo Tabora z 1-0. Mislim pa, da je bil tam Bongongi tisti, ki je spremenil smer žogi po strelu Dina Stančiča in takole se na stadionu Rajko Štolfa že v 4. minuti srečanja veselijo domači. Tule je gotovo zdaj zaskrbljeni Boštjan Miklič. Dino Stančič je sicer ustrelil, ampak Bongongi je bil tisti, ki je spremenil smer žogi. Tule bomo zdaj to videli. Prepovedanega položaja ni bilo in tale zadetek bo na koncu pripisan Kameruncu. Največjo minutažo je imel pod taktirko Bojana Mikliča v končanem drugoligaškem prvenstvu. Stančič še enkrat strelja. Domači zahtevajo, kot ti kartoni v dodatne kvalifikacije ne prenašajo, tako da recimo fakt danes lahko začel. Tole je bila zanimiva, dobra podaja Kodermana pred vrata, potem pa brez pravega zaključnega strela. Do Krznariča je zdaj prišla žoga, Grobridu Kurega spremlja. Matko je prišel v pomoč, pa še enkrat tudi Kim. Krznarič strelja odaleč. Prvi Tolič, ki je ukradel žogo Matku, pa Stančič. Tolič zdaj išče Fakta Nzengeja. Odločno izvrat Luka Čadeš. Zeljkovič, skrilnih položajev napadata Bongongi in Tolič, v konici napada sta Nzenge in Stančič. Tole je prvi nevarnejši napad v tem drugem polčasu. Priložnost za Tabor. Ostaja samo 1-0. Žogo poslal pred gol Jana Koprivca. Krznarič proti oddaljenejši vratnici. Gre žoga, izenačenje. Izenačenje. Prva priložnost za Triglav na tem srečanju. In rezultat je poravnan. Veseli se seveda tudi Luka Čadeš. 1-1 je torej v Sežani. Veselje seveda na klopi Triglava. Tule je trener Boštjan Miklič. Poglejmo še enkrat. Prepovedanega položaja tule ni bilo. Krznarič je poslal uporabno žogo pred vrata. Podaja z Bongongijem. Zeljkovič zdaj za Stančiča na desno stran. Ostra podaja pred vrata in od okvirja gola se je žoga odbila, pa zdaj Koderman, ki strelja. Matko v bloku. Koderman. Znova Ivetič pred Faktom. Salkič za Bongongija. Bongongi strelja in obramba Luke Čadeža. Odličen poizkus Kamerunca je bil to. Tempo igre v zadnjih nekaj minutah ponovno nekoliko upadel, ampak še naprej mislim, da gre pričakovati več želje Sežancev, da bi prišli do zadetka. Tole je priložnost. Wow, je poslal žogo pred vrata, samo odbil je Čadež, potem pa ni bilo nikogar, ki bi sprožil proti vratom. Briški. Krivičič. Tolič s predložkom in še enkrat pravočasno izvrat Čadež. Stran Orlov, kar pomeni, da napadajo češnjice. Tolič z ostrim predložkom, priložnost za Fakta. Prek vrat je sprožil, pa tudi v prepovedanem položaju je bil. Videli, kako uspešen bo danes napadalec, ki je v tej sezoni proti Triglavu že igral. Tule je zdaj Tolič. Tolič podaja pred vrata, priložnost in Tabor vodi. Tabor vodi, velike zasluge ima Čakš za tale zadetek. Kaj ti preusmeril je žogo proti vratom. Ta se je od vratnice odbila proti Gaboncu. In Fakt Nzenge z neposredne bližine dosegel enega svojih lažjih zadetkov v karieri. Prav gotovo
Tole sicer ni njegov prvi zadetek v prvenstvu. Za Nzengeja je to drugi, proti Celju je zadev v zaključku jesenskega dela sezone. Tole pa smo videli po Toličevi podaji. Za Kodermana Fakt ima priložnost, končen zadetek Fakta Nzengeja. Sijajen gol v 80. minuti, Tabor vodi s 3-1. En gol v tem prvenstvu za Fakta Nzengeja, na morda najpomembnejši tekmi, pa že 2 zadetka in to v razmaku vsega nekaj minut. Na kakšen je bil predvsem ta drugi, če pred nekaj trenutki Fakt z neposredne bližine moral žogo samo poslati v prazno mrežo. Krivičič, še ena podaja proti Faktu, ki strelja proti oddaljenejšemu kotu vrat. Krznarič. Triglavani bi si zdaj še kako želeli zadetka za priključek. Matič končno je dobil nekaj malega prostora za strel. Tin Matič. V moji družbi ob robu igrišča Boštjan Miklič, na koncu rezultat 3-1. Večji del drugega polčasa sicer se je zdelo, da ne boste šli domov z 2 goloma zaostanka, tako da verjetno povsem zadovoljni vendar ne morete biti. Nismo zadovoljni, ker smo dobili 3 gole, predvsem ta drugi gol, katastrofalna naša napaka, nepotrebna, tretji gol pa Mojstrovina in nimamo kaj. Gremo v Kranj, da probamo obrniti rezultat. Kaj bo potrebno na tej domači tekmi, na tej povratni tekmi početi drugače na igrišču, da boste dosegli želeno? Predvsem bomo mogli biti bolj pogumni, več si bomo mogli upati v nekaterih zadevah. Vidite, da so bili fantje prvih 20 minut prestrašeni, ampak ni nič ni izgubljenega, tako da glave treba gor, treba se 2 dni spočiti in upamo, da bomo obrnili rezultat. Najlepša hvala in srečno. V moji družbi še domači strateg Dušan Kosič. Pred tekmo ste nekako omenjali, da bi danes bilo zelo dobro, če bi tudi kakšni nogometni momenti šli v vašo smer. To se je na koncu srečanja zgodilo. Kakšna je nekako vaša prva ocena? Ja, čuden občutek, že dolgo nismo zmagali 3-1, tako da za prvo tekmo, za prvi polčas smo zadovoljni. V bistvu nismo nasprotniku kaj dosti dopuščali. Tako da, evo, prvi polčas je za nami. Gremo se malo spočiti in probati podoben obraz pokazati na drugi. Takole v drugem polčasu, ko ste iz igre povlekli Dina Stančiča, morda se je zdelo, da bi bil celo Fat bolj zrel za menjavo, pa je na koncu 2-krat zadev. Je to tudi nekako ta trenerski moment, ta občutek, nek vas zadetek opolno? Dober moment, to je ta moment, o katerem sva se pogovarjala. Smo tudi s strokovnim štabom razmišljali, koga, pa je bila večina na strani. In smo se dobro odločili, evo, to smo rabili, no. Praktično z nekimi odločitvami ne narediš škode, ampak se ti poklopijo zadeve, tako da fantje so dobro oddelali prvi polčas in treba se dobro umiriti, pa rezultat 3-1, glede na to, da gol v gosteh šteje, ni nobene garancije, da ne bo zanimivo na drugi tekmi tudi. Najlepša hvala in srečno.